Današnji poseg na Lexusu je vgradnja hladilnega sistema za olje. Hladilni sistem za olje vključuje adapter ploščo, ki se prišraufa med ohišje oljnega filtra in sam oljni filter. Ta adapter dobite na SkidShopu, je pa v bistvu narejen tako, da omogoča pretok olja ven v oljni hladilnik in nazaj noter v motor. Hkrati pa ima dve luknji za razne senzorje. Od adapter plate do oljnega hladilnika bo olje teklo po tako imenovanih ano nastavkih in cevi. Cev bom predstavil malo kasneje, zdaj pa sem, da si hitro pogledamo te ano nastavke. Finta teh nastavkov je ta, da ne potrebujejo dobenega krimpanja, lahko ga sestaviš sam v šravštoku doma. In v bistvu ta nastavek, kljub temu, da ga sam sestaviš, drži zelo velik oljni pritisk, rejtani so na 20 barov, tako da to je dosti več, kot bi ga mogel videti ta motor. Imamo tri različne tipe ano nastavkov, klasični ravni nastavek, standardni 90-stopinski in pa full flow z malim radijem. Prednost tega nastavka napram klasičnemu je ta, da ima nekoliko več pretoka, je bolj robusten, pa tudi manj prostora zavzame v engine bayu. Prva stvar je montaža oljnega hladilnika. Za montažo oljnega hladilnika si lahko pomagamo z temi ploščicami, ki skozi skladiščimo na SkidShopu. Te ploščice imajo že pripravljene luknje, da jih lahko prišraufate na tak oljni hladilnik, bodi si pravokotno ali vzdolžno. Lahko luknje zvrtate, pa date noter navojne kovice ali pa samo vstavite vijak in na drugi strani skupaj prišraufate z matico. Na tej strani so črte na 10 mm, pa tudi sredica je zarisana za vse tiste, ki bi radi te ploščice zvijali, vrtali in podobno. Montaža hladilnika je precej kompliciran postopek. Glavna stvar, ki jo hočemo doseči, je to, da je hladilnik skozi izpostavljen hladnemu svežemu zraku, ker bo tako največ temperature izžareval v ozračje. Original paket hladilnikov na tem avtu sestavljata klima hladilnik in pa vodni hladilnik za njim. Za največjo možno učinkovitost hlajenja olja je treba ta oljni hladilnik zmontirati dokaj blizu teh dveh hladilnikov, da bodo močni električni ventilatorji, ki so za hladilnikom vode, lahko vlekli zrak skozi vse tri hladilnike. Je pa vseeno treba vedeti to, da v primeru, ko dajemo oljni hladilnik pred vodni hladilnik, temu vodnemu hladilniku vzamemo nekaj kapacitete, zato ker iz oljnega hladilnika do vodnega pride že segret zrak. In če avto nima dovolj dobrih hladilnih kapacitet z serijskim hladilnikom, s tem tvegamo overall višje temperature. Poleg tega, da se motor hladi z hladilnim sredstvom, hladi tudi z motornim oljem, tako da definitivno pomaga, če motorju vgradimo največji možni oljni hladilnik. Marsikdo v oljnem hladilnem sistemu uporablja termostate, tudi serijski avti jih pogosto imajo, tisti, ki imajo posebni oljni hladilnik, ampak jaz sem ugotovil, da za te Toyotine V8 motorje za uporabo na progi ni potrebno uporabljati termostata, zato ker ko olje doseže neko temperaturo, si good to go in to temperaturo drži bolj ali manj cel dan brez težav, brez da bi pač temperatura padala, ne vem, ekstremno nizko, bi rekel pod 50 stopinj, kjer olje spet rata zelo viskozno. V glavnem, zdaj moram narediti dovolj prostora, da bom ta hladilnik spravil tu noter. Verjetno ga bom zmontiral na tole traverzo. To je ta crash bar za originalnim odbijačem. Ali pa ga bom fiksiral nekam na to vezno steno, da bo pač čim bližje teh hladilnikov klime in hladilnika vode. Še ena stvar, ki je pomembna pri montaži oljnih hladilnikov, po mojem mnenju, je to, da so vedno nastavki nagor ali pa, da je hladilnik vertikalno. Na ta način bo pretok olja vedno odzračil hladilnik in ne bo šans, da se kot v primeru, da je hladilnik obrnjen na glavo, nabira tukaj zrak. Zato ker tukaj gre za motorno olje in res nočemo, da je v hladilniku motornega olja mehurček zraka, ki potencialno leti v motor in s tem pulzira pritisk olja
oziroma celo mogoče prekine dovod olja do kakih ležajev, kjer je mazanje nujno potrebno. Zato montaža oljnega hladilnika vedno z nastavki navzgor ali vertikalno. V tem primeru bi bil to izhod, to pa vhod. Evo nekako na 1/3 montaže hladilnika, ena ta ploščica je zvita na 90 stopinj in se poravna z luknjo zadaj. To pomeni, da se bo dalo prišraufati sem. Spodaj bo treba narediti luknjo posebej za to ploščico, da se pritrdi hladilnik, pol ga bom pa probal še tu zgore prišraufati, da bo na 3 točkah fiksiran, da se ne bo nikamor premikal. Pa tudi hupa bo pasala na serijsko mesto. Kot tudi radar razdalje, ki ga sicer zaenkrat ne bomo uporabljali, eventualno pa mogoče, ne. Cevi bojo šle do adapter plošče skozi tisto luknjo. Upam, da se vidi tukaj spodaj je neka luknja za cevi, ki pač ni uporabljena in izgleda ravno dovolj velika za 2 AN cevi. Za pritrditev oljnega hladilnika na te brekete uporabljam kar navojne kovice, in sicer te, ki imajo vgreznjeno glavo. Če bi GoPro izostril, bi bilo super. In na ta način so one skoraj čisto flat z breketom. Za prišraufati pa uporabljam te vijake z razširjeno glavo. To je pa zato, da se v majhnem prostoru, kot je med hladilniki, ko je gor maska, ne rabi matrati še z dodatnimi podložkami, da v bistvu to samo prišraufam. Hladilnik je noter, zaenkrat ga držita ta 2 nosilca na sredini, potrebuje pa še 3. nosilec tukaj zgore. To je zato, ker je ta pleh zelo tanek in je še vedno floppy. Ta čas sem pa jaz naredil tudi to, da sem iz avta izločil vse te stvari, ki jih ne rabimo, in uspel narediti 1 kubik svinjarije po tleh. Namreč ti avti imajo serijsko toplotni izmenjevalec. Ta stvar v bistvu hladi ali greje olje in obratno z hladilnim sredstvom v avtu. Tukaj not prihaja hladilno sredstvo, gre pa tu ven, hkrati pa skozi teče olje, tako da to je kot en hladilnik. Za uporabo na progi je pa pač treba poskrbeti za malo boljše hlajenje. Naslednja stvar, ki bi jo rad naredil, je to, da vgradim sendvič ploščo, ampak preden se tega lotim, je pa treba pospraviti. Adapter plata ima na tej strani O-ring, ta O-ring sede na to površino, zato je pomembno, da sta obe površini čisti. To ni končna montaža, zato O-ringa še ne bom mazal, eventualno ga bom pa namazal z oljem. Ta nastavek dobiš poleg adapter plate in se v bistvu prišraufa gor. Tako da zagrabi navoj spodaj. Fina stvar na tej adapter plati je to, da se jo da vrteti po osi tega vijaka in se jo da pač obrniti kakor hočeš. Zdaj, v našem primeru bo obrnjena nekako navzgor z temi full flow malimi nastavki. To pa zato, da bo dokaj enostavno uloviti smer cevi v tisto smer in okoli podpore hladilnika in naprej do oljnega hladilnika. Evo, to je približna pozicija te adapter plošče za filter in oljni hladilnik. To ploščo drži samo ta vijak na sredini, tako da ima včasih tendenco, da se zavrti. Čeprav ob pravilno zategnjenemu vijaku jo O-ring kar v redu drži. Vseeno je pa treba preprečiti, da bi se slučajno dotaknila v tem primeru klimakompresorja. To jaz naredim enostavno s tem, da bom eno vezico zapel okoli tega nastavka in jo privezal na šravd od ventilatorja. Evo, naslednja etapa vgradnje oljnega hladilnika v avto je to, da sestavimo cevi, ki vodijo olje od filtra do hladilnika in nazaj. Cevi, ki jih uporabljamo, so standardne AN cevi. V tem primeru imajo najlonsko pletenico okoli in kovinsko pletenico v cevi. Sam material cevi je pa guma. Takšne cevi dobite tudi pri komu v različnih barvah, pa z jekleno pletenico okoli cevi, ampak glavna značilnost teh cevi je, da imajo jekleno pletenico vulkanizirano tudi v sami cevi.
Ponavadi take cevi zdržijo do 20 barov konstantnega tlaka, kar je več kot dovolj za našo vgradnjo v avto, ki ni šans, da bo naredil več kot 10 barov oljnega pritiska, razen če bo res nekaj šlo narobe z oljnim sistemom. Sami nastavki so pa sestavljeni iz par različnih delov. Obstaja en kup različnih oblik nastavkov, ta je najbolj enostaven, raven nastavek. Na tej strani se z navojem prišraufa na hladilnik, konus je pa tisti, ki tesni. Prednost tovrstnih nastavkov je ta, da ni treba uporabljati dobenih o-ringov, tesnilnih mas in podobnega hardvera, ki na progi in v situacijah, kjer so obremenjeni, hitro povzročajo težave. Tako da v bistvu ti nastavki tesnijo samo z stikom konusa na konus, to, da pa konus se drži skupaj, pa zagotavlja navoj v tem delu nastavka. Navoj je pa tudi v drugem delu nastavka, tukaj je zelo fini navoj in tudi svoj konus. Še ena od prednosti teh nastavkov napram ostalim hidravličnim nastavkom je ta, da jih lahko sestaviš s pomočjo ključa doma, ni treba dobenih posebnih orodij ali pa krimp orodij, da bi pač to sestavil skupaj. Je pa vseeno treba paziti na par stvari in to si bomo danes pogledali. Za sestaviti to bomo rabili cev, ki je v tem primeru že odrezana na dolžino. Konec cevi je zaščiten z ličarskim trakom, da se pletenica ne razplete. Rabimo še nekaj dodatnega ličarskega traku, 2 ključa in pa nek tip VD-ja oziroma mazivo. Sestavljanje tovrstnega nastavka začnemo s tem, da ga razstavimo. Pa že razfuka. Na tem delu nastavka sta 2 navoja, tukaj je grobi navoj in ta navoj služi za to, da ko vstavimo cev v nastavek in zavijemo ta del nastavka na cev, jo v bistvu potegne noter in tu je treba stvar malo skup stisniti, da pač navoj prime, ker cev nima navoja, ampak zagrabi za to pletenico. Ta nastavek je na cevi dovolj gor, ko se v bistvu cev dotakne zadnjega dela finega navoja. Tu se upam, da vidi na kameri, čeprav GoPro noče, da snemamo čist na blizu, ne moreš ostriti, ker ima on globalno ostrenje. Preden zavijem ta 2 nastavka skupaj, si bom z ličarskim trakom označil pozicijo cevi v tem nastavku. Namreč, če ob vijačenju tega dela nastavka v ženski del nastavka potisne cev ven, ta konus ne bo mogel stisniti stene cevi ob velike navoje v tem nastavku in cev ne bo držala. To pomeni, da jo ob večjem pritisku lahko sleče, to pa za motor pomeni katastrofalni defekt. Tak trak je zavit čisto ob tem nastavku, za lažjo vgradnjo, da se notranji del stene ne poškoduje. Uporabim tukaj malo maziva, WD-40 je kul, drugače bi bila pa uporabna tudi kakšna litijeva mast in podobno. Za začetek gre z roko. Pri skid shopu imamo za vas poseben ključ. Ta ključ poskrbi za to, da se dotakne aluminijastega nastavka na 4 točkah, za razliko od navadnega ključa, ki se v bistvu nastavko dotika samo na 2 točkah. Ta ključ je nastavljiv, univerzalen za večino AN-fittingov. Manjši AN-fittingi, kot so 3 pa 4, so uporabni predvsem za gorivo, 8 in 10 se uporabljajo predvsem za olje, 12 in več so pa ponovadi uporabne za hladilne sisteme. Za vse tiste, ki pa nimate dostopa do takega ključa, bom pa vseeno pokazal metodo, ki jo uporabljam jaz na terenu in pa včasih tudi doma, ko bi rad nekaj na hitro sestavil, pa nimam tovrstnega ključa. Za vse tiste, ki niste pripravljeni investirati v AN-ključ, pa si lahko pomagate z ličarskim trakom, da z klasičnimi jeklenimi ključi ne podrsate eloksiranega aluminijastega finiša na teh nastavkih. Za sestavitev ali za sestaviti te nastavke je treba kar nekaj sile. In zato je treba pač te ključe fajn stisniti, da na teh 2 točkah, kjer ga prime, vsaj dobro prime, brez da hodi po nastavku, ker če hodi po nastavku, bo sigurno podrsalo finiš.
Pa fajn je, da s tem ključem, ki ga vrtiš, ne ugrizneš v tisti nastavek, ki je statičen, ne? Ker če ugrizneš, deluje kot ena struženca, pa ga pač odgrizneš, ker je aluminijast. Ob tej priliki je dobro omeniti tudi to, da so ti nastavki aluminijasti še z enim namenom in ta namen je poleg majhne teže tudi razpršitev temperature. Ta namen je tudi sevanje temperature. Ne? In prek teh nastavkov se avto tudi dodatno hladi. Hočeš ali nočeš, vsa aluminijasta površina, ki ima razliko v temperaturi iz zunaj na noter ali pa znotraj na ven, pomaga pri hlajenju ali gretju tekočine, ki teče skozi te nastavke. Situacija pod avtom je taka, da cevi pridejo okoli podpore hladilnika v motorni prostor. Cevi bom eventualno zaščitil z kačjo kožo. Naša adapter plošča je tak tip adapter plošče, da prestreže olje, ko pride iz motorja in ga pošle v oljni hladilnik z zgornjim nastavkom, v oljni filter in motor se pa vrača olje skozi spodnji nastavek. Prednosti tega sistema so med drugim to, da ko s fleksom odrežemo te cevi, če jih ne ščistimo čisto, da so perfektno čiste, nam še vedno filter uspe uloviti mogoče kako smetko, ki je padla v to cev. Še ena stvar na teh filtrih je pa ta, da imajo filtri vgrajen enosmerni ventil. V filter prihaja olje vedno na strani, v motor se pa vedno vrača na sredini skozi ta sredinski navoj. In to je del sistema, ki zagotovi to, da ob vsakem zagonu čim več olja ostane na strani med filtrom in motorjem. To pomeni, da motor skoraj takoj dobi oljni tlak ob novem zagonu, da motor ne laufa na suho. Ne? Evo, da rečem še par besed glede te adapter plošče za oljni hladilnik. Serijsko je to komad, ki je pač iz kosa aluminija rezkan in se da tukaj z malim portanjem nekoliko pridobiti na pretoku olja. Tako da se te nastavke, ki vodijo v adapter ploščo, zvrta iz nekega Fiat 10 na 11,5, zato da je luknja tukaj enako velika, kot je luknja skozi AN nastavke. In na ta način ne bojo zadrževali pretoka olja v vhodu in izhodu iz adapter plošče. Tudi ta nastavek ima serijsko luknjo 11, da se pa zvrtati na 13, brez da bi preveč stanjšal steno. In na ta način ima pač ta nastavek enako pretoka kot serijski nastavki in s pomočjo te manjše predelave adapter plošče dobiš lahko enak pretok, kot ga ima serijski sistem, brez da bi tu brez potrebe nastajal višji tlak olja, zato ker ga majhni fiji pač omejujejo in delujejo kot eni restriktorji. Sicer ta izdelek ni najlepši, ampak je pa površina lukenj, skozi katere teče olje, zdaj dosti večja oziroma precej večja. Preden zaključim oljne cevi z nastavki še na drugi strani, jih bom zaščitil pred raznimi udarci kamenčkov in pa ribanjem po raznih kosih plastike ali šasiji. In zato bom pač uporabil kačjo kožo. Kačja koža je taka najlonska tkanina, ki je v našem primeru zašita v neke vrste nogavico. Kačja koža je najlonska tkanina, ki je zašita v nek rokav. Ta rokav bo pa ščitil to cev. In v bistvu ta zunanja najlonska tkanina na sami cevi je že tukaj zato, da cev ščiti pred tem, da se kje preriba. Ampak jaz hočem imeti še boljšo zaščito. Kačjo kožo je pa treba nekje zaključiti. Zaključiš jo pa tako, da jo ali poviješ z električarskim trakom, da preprečiš vdor raznih kamenčkov in drugih stvari, ki bi se potem lahko preribale, ali pa z električarsko skrčko. Skrčka je boljša opcija, zato ker je bolj permanentna, namreč olje pogosto raztaplja lepila, ki jih najdemo v raznih samolepilnih trakovih, kot je ta električar. Na ceveh imam označeno, od kod do kod hočem cev dodatno zaščititi. Od tukaj do tukaj.
Za začetek in zaključek si bom privoščil slabih 10 cm skrčke. Na ta način smo dobili tesno zaščito, ki preprečuje vdor raznega drobnega materiala. Hladilnik olja je v avtu, Rada kupa pa smoke senzor paše kot serijsko. Cevi so napeljane skozi plastike, ki vodijo zrak na vsaki strani hladilnikov skozi hladilnike. Proti motorju se obrnejo tukaj v stranskem koloteku. Tukaj jih bom pritrdil enostavno na ogrodje ventilatorja z vezicami. Tako. Pazi voiceover, predelava oljnega sistema je zaključena, pred prvim žigom je pa nujno treba narediti oljni pritisk. To narediš z verglanjem, tako da oljna pumpa vse nove komponente napolni z oljem. Po potrebi je treba olje tudi doliti, sam si pa pomagam preveriti, da je oljni pritisk dejansko nastal z klasičnim analognim števcem oziroma kazalcem pritiska olja. Ko nastane pritisk olja, je pa čas, da avto vžgem in ga spustim skozi prvi toplotni cikel, da vidim, da oljni sistem nikjer ne pušča. Vsi, ki vas tovrstne predelave zanimajo, najdete linke do komponent v opisu videa. Z vami sem bil Erik, to je bilo to za danes iz moje strani. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.